Pred nami je drugi polčas nedeljske tekme v medobčinski nogometni ligi, prvi medobčinski nogometni ligi Maribor med domačo Peco in gostujočo zasedbo Radelj. Po prvem polčasu je na koroškem derbiju izid izenačen 1:1. V vodstvo so s sijajnim zadetkom Leničija prešli domači v 30. minuti, nato pa izenačenje v izdihljajih prvega dela z 11-metrovke je trenutnih 1:1 postavil Biol. Po prvem delu bi lahko rekli, da so domači predvsem prevladovali na terenu, sredine igrišča pa so za ta drugi del krenili gostje, ki ta dvoboj igrajo v rdeči športni opremi, na drugi strani pa domača ekipa Pece v svojih tradicionalnih barvah belo-črne kombinacije. Medtem je nezgoden udarec v glavo prejel Biol. Še vedno na tleh Biol. Oziroma neroden udarec je prijel nogometaš gostov Ramo. Športno so sedaj domači vrnili žogo Radljam. Korbar. Spretno Korbar. Lepa podaja proti Biolu. Izbil je Aliti, na koncu vse skupaj izpred svojega kazenskega prostora rešuje Vezovnik. V ofsajdu se medtem znašel napadalec Pece Pavličič. Korbar mirno proti Žigi Kusu, ta na kratko do Aplinca. Radeljčani po večini poizkušajo z igro po tleh. Že od zadnje vrste želijo na nek način žogo priti pred vrata domačih. A zaenkrat je treba izpostaviti tudi to, da razen te 11-metrovke, katero je dobro realiziral Biol, niso imeli prave priložnosti, sedaj pa sijajen poizkus Korošaka, ki je z roba kazenskega prostora zares domiselnim strelom presenetil domačega vratarja in ga spravil resne težave. Še enkrat lahko to situacijo vidimo v počasnem posnetku, a zbran je bil Lopatni, pripravljen na nekaj takšnega. Drugi udarec iz kota medtem za Radlje, izvajalec številko 11 Korbar. Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je Grešovnik, še vedno posesti Grešovnik, s podajo je poizkusil kazenski prostor, žoga je medtem zapustila igrišče, gol out za Lopatnega. Hovnik. Slaba podaja sedaj Hovnika. Žiga Kus. Žiga Kus proti Biolu, ta vrača proti Kusu. Kus spodaja prostor proti Repniku, dovolj hiter Repnik v bloku Plaznik. Žoga se nato nekoliko nesrečna za Radlje odbila v Repnika in out bo pripadel Peci, znova pa bo izvajalec številko 11 Leniči. Leniči proti Vezovniku, ta vrača Leničiju. V skoku najvišji Aplinc. Korošak, še vedno Korošak, Korbar. Korbar s podajo na levo stran proti Salihoviču. Pavličič močnejši od Žige Kusa. Še vedno Pavličič v samostojni akciji. Prekršek nad domačim napadalcem, storil ga je Korbar. Prosti strel bo izvedel sedaj Hovnik.
Hovnik je sprožil z velike razdalje obramba na koncu Verglesa, izbijajo vse skupaj v obrambi domači, še en nevaren poizkus z velike razdalje Pece, tokrat je z močnim natančnim strelom poizkusil Hovnik, še enkrat več smo lahko videli na koncu to obrambo Verglesa iz kota za Peco. Tretji na tem obračunu pa bo žogo v igro poslal Obretan, dobra podaja pred vrata, kjer je bil najvišji v skoku Gabrovec in vodstvo Pece, zadetek pa je padel v 51. minuti, sijajna podaja Obretana, najvišji v skoku pa Gabrovec, 2-1 za domače. Še enkrat lahko vidimo ta zadetek Gabrovca, sijajen predložek Obretana, povsem sam je ostal Gabrovec, ki je dobro zaključil in vnovič so domači prišli v prednost. Celner je povlekel, še vedno Celner v prostor proti Pavličiču. Pavličič s povratno podajo, nobeden izmed domačih nogometašev ni sledil tej situaciji. Leniči je s prekrškom ustavil Biola. Korbar. Korošak. Korošak je iz avta proti Maticu Kusu. Lopatni takoj na levo stran, kjer ima veliko prostora Vezovnik. Še vedno Vezovnik in Repnik 1-1, Repniku je pomoč prišel Korbar. Brez prekrška sedaj nad Korbarjem. Dobro, Matic Kus je dozel žogo Celnerju, na koncu vendarle prekršek nad domačim nogometašem, prosti strel sedaj za Peco. Obretan je hitro videl tekajočega Pavličiča. Korbar, Celnar, dobro, sedaj Korbar. Matic Kus s podajo na levo stran, kjer se je v napad vključil Salihovič. Dovolj hiter Salihovič, od njega uspešnejši Hercog, še vedno Hercog. Hercog s podajo prostor, kjer se odkriva Hovnik. Dovolj hiter Hovnik v bloku. Na koncu Aplinc. Nov predložek pred vrata, tokrat je s podajo poizkusil Hercog. Gosti medtem nadaljujejo z igro Aplinc na desno stran, kjer je Žiga Kus. Žiga Kus je videl tekajočega Korošaka, v skoku najvišji Leniči. Znova Korošak. Out za goste. Izvajalec bo Repnik. Celner je podaljšal proti Hercogu. Še vedno pri žogi domači Hercog. Hercog v samostojni akciji, Salihovič na mestu. Lepo Salihovič proti Maticu Kusu. Še vedno Matic Kus vrača do Aplinca. Aplinc je videl Izaka. Hovnik proti Obretanu. Grešovnik s podajo proti Žigi Kusu. Obležal je medtem eden izmed domačih nogometašev, mislim, da gre za številko 79 Hercoga. Zdravniško pomoč sedaj potrebuje Hercog.
Medtem se tekma že nadaljuje, Žiga Kus lepo proti Aplincu. Aplinc z diagonalno podajo na desno stran, kjer se je odkrival Repnik. Pozoren vezovnik. Biol. Gabrovec, še vedno Gabrovec v preigravanju. Meša se Žiga Kus. Matic Kus spodaja prostor proti v teh trenutkih je obležal Gabrovec, ki ima kar nekaj težav, oziroma ki je prejel boleč udarec. Še enkrat več lahko vidimo prejšnjo priložnost gostov. Lepo je tukaj Matic Kus s podajo iskal Salihoviča. Menjava med tem v taboru domačih. V igro prihaja številko 69. Andrej Piko. Iz igro pa odhaja številko 79 Teo Hercog. Še eden izmed domačih nogometašev je sedaj na tleh, gre za Alitija, ki pa bo lahko nadaljeval s tem obračunom. Gabrovec proti Pavličiču, ta prostor proti vezovniku, uspešnejši Žiga Kus, nad katerim je vezovnik na koncu storil prekršek. Na preostalih dveh obračunih, ki se še igrata ob istem terminu kot tale naš dvoboj, Jurovski Dol na domačem igrišču z 2:1 vodi proti Pohorju, Miklavž pa z 2:0 proti Staršam. Na nek način bi lahko rekli dva pričakovana rezultata, dve pričakovani prednosti domačinov, ki jasno tako Jurovski Dol kot Miklavž sta v vlogi favorita na teh dvobojih. Jurovski Dol zaenkrat še vedno velja za najbližjega zasledovalca Račam, Miklavž pa je na 3. mestu s točko manj od Jurovskega Dola. Lepo sedaj Pavličič, še vedno Pavličič, 11 metrovka sedaj za domače, preoster v tem dvoboju pa številko 23 Aplinc, ki je s prekrškom ustavil domačega napadalca Pavličiča, ki je še enkrat več pokazal svoje mojstrstvo v tej samostojni akciji, v katero si lahko gledamo še enkrat v počasnem posnetku. Nespameten prekršek je na koncu storil Aplinc in glavnemu sodniku enostavno ni ostalo drugega, kot da pokaže na 11 metrovko za Peco, ki ima sedaj v 59. minuti priložnost za povišanje rezultata na 3:1. Izvajalec najstrožje kazni pa številko 10 Obretan. Bomo videli, ali lahko Vergles prepreči veselje domačim. Obretan strelja obramba Verglesa, ki s tem drži svoje moštvo v igri. Sijajno je prebral to namero Vergles oziroma ta strel Obretana. Še enkrat si oglejmo to izvedbo najstrožje kazni, res lepa obramba Verglesa. Bomo videli, ali bo tole sedaj dalo nek dodaten zagon gostom. Kot tretji na tem obračunu za Peco izvajalec pa številko 11 Leniči. Leniči proti bližnji vratnici izbija Korošak. Obretan tokrat z dobrim posredovanjem v fazi branjenja.
Iz avta Korošak, ki je dobro videl tekajočega Grešovnika, ta na kratko proti Biolu. Aliti na mestu, kot na drugi strani sedaj za Radlje. Prav tako tretji na obračunu. Lepa obramba je bila tole Verglesa. Tokrat podaja proti bližnji vratnici, izbija Gabrovec. Grešovnik je znova iskal Korbarja, previsoka podaja za slednjega je bila to. Dve zamenjavi sedaj se pripravljata na robu igrišča. Iz igre številko 77 pri gostih Grešovnik, v igro pa prihaja številko 8 Alen Hedl. Iz igre tudi številko 11 Korbar. V igro pa prihaja številko 4 Črt Pasterk. Out na koncu za Radlje. Izvajalec Boš Salihovič, glavni sodnik pošilja slednjega nazaj. Le-ta je želel izvajati out nekaj metrov pred tem, ko je žoga odšla z igrišča. Prenos igre na desno stran, ker je Repnik. Še vedno Repnik, Repnik s podajo. Mirno vse skupaj razrešuje Plaznik, Leniči, Leniči proti Obretanu. Še vedno Obretan, Obretan, nesporazum med Obretanom in napadalcem Pavličičem. Aplinc mirno proti kapetanu Žigi Kusu. Ta v zvezdno vrsto, ker je Pasterk, znova Žiga Kus. Kus s prenosom igre, oziroma s podajo v kazenski prostor, ker je bil Korošak. Korošak pri žogi. Brez prekrška nad napadalcem Radel. Pavličič. Obretan. Obretan s podajo na desno stran. Ker je Piko, še vedno v posesti Piko. Prekršek nad slednjim je storil nogometaš Radel. Prosti strel bo sedaj za Peco izvedel Aliti. Aliti z visoko podajo proti Vezovniku. Ta najvišji v skoku podaljšal je proti Pavličiču. A žoga je na koncu Pavličiču odšla z igrišča, gol out za Verglesa. V včerajšnjem terminu sta bili odigrani dve tekmi v 8. krogu prve MNZ Maribor. Malečnik je pričakovano visoko premagal Akumulator 5-0 ter tako napovedal boljše igre oziroma boljše nadaljevanje prvenstva. S tem jasno želijo dokazati, da spadajo v sam vrh ter da si želijo borbe za najvišja mesta. Pesnica pa je v dvoboju iz spodnjega dela prvenstvene lestvice ugnala Roho na gostovanju z 1-2 in tako prišla do pomembnih 3 točk, da so se sedaj na nek način povsem priključili sredini prvenstvene lestvice. Roho pa se bo letos, kot vse kaže, še moral potruditi, če boš želel redno nabirati točke. V torek ob 18. pa bo odigrana zadnja tekma tega 8. kroga v prvi MNZ Maribor. Marjeta bo drugo zaporedno domačo tekmo
odigrala proti Marles Hišam. Obojni so v prejšnjem krogu doživeli hladen tuš. Marjeta boleč poraz proti Jurovskemu Dolu, medtem priložnost za Radlje. Z roba kazenskega prostora je sprožil številko 6 Matic Kus, strese v okvir vrat. Vse skupaj si lahko ogledamo še enkrat. Lep strel Matica Kusa, vratnica pa je rešila domačega vratarja Lopatnega. Kot že rečeno, zadnja tekma tega 8. kroga v prvi MNZ Maribor bo odigrana v torek med Marjeto in Marles Hišami. Marjeta je v prejšnjem krogu doživela boleč poraz proti Jurovskemu Dolu, Marles pa visok poraz proti Malečniku. Limbušani so v zares slabem nizu rezultatov kar 4 zaporednih tekem brez zmage. Zagotovo bodo jasno na gostovanju Marjeti storili vse, da nek način prekinejo ta niz in morda pridejo do 3 točk, a jasno, zelo težko ni bo uspelo kaj takšnega. Odigrati bodo morali dosti bolje kot na zadnjih 4 tekmah, če bodo želeli vsaj približno upati na kakšno točko. Aplinc med tem proti Žigi Kusu. Žiga Kus s prenosom. Lepo je našel Izaka. Veliko prostora ima sedaj na levi strani Izak, še vedno Izak. Izak spodaj v kazenski prostor, pravočasno izrad Lopatni, strelja Korošak, 2 proti 2. 2 proti 2, Radlje do izenačenja, tokrat pa strelec številko 44. Korošak v 67. minuti so Radeljčani prišli do novičnega izenačenja, tokrat pa strelec napadalec Korošak. Še enkrat si lahko ogledamo ta napad. Prvotno dober predložek pred vrata, sicer najvišji, Lopatni, na to pa je priložnost izkoristil Igor Korošak in Radlje vrnil dvoboj za zmago. 2 proti 2. Obretan, še vedno Obretan, poda prostor proti Hovniku, še vedno Hovnik, Hovnik v samostojni akciji. Pametno sta Aplinc in Salihovič žogo pustila v gola, od katerega je med tem že izvedel Vergles, na kratko proti Aplincu. Po zadetku na 2 proti 1 Gabrovca v 51. minuti so Radeljčani na nek način iz minute v minuto pričeli s tem višjim pritiskom, medtem so v 58. minuti zapravili še najstrožjo kazen domači. Vergles jo je branil Obretanu in zato je sledila kazen v obliki prejetega zadetka, doseženega strani številke 44 Korošaka v 67. minuti. Prenos Hovnika oziroma poizkus prenosa igre. Celner z dobro obrambno reakcijo, Leniči proti Gabrovcu. Obretan z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Piko. Piko in Salihovič v dvoboju, prekršek je storil Salihovič. Prosti strel bo sedaj za domače izvedel številko 10 Obretan. Obretan s podajo, tokrat Celner najvišji v skoku, pravočasno, oziroma žoga je zgrešila cilj in to bo udarec iz kota za Peco, 4. na tem dvoboju. Še enkrat si lahko vse skupaj ogledamo po časnem posnetku. Dober predložek je bil to Obretana. Celner je poizkusil v bloku, pa obramba Radelj.
Tudi tale kot bo izvedel Obretan. Obretan proti bližnji vratnici, najvišji v skoku Žiga Kus. Leniči je še enkrat poizkusil strelom z velike razdalje. Leniči hitrejši od Biola. Mirno vrača proti Lopatnemu. Ta pa žogo pošilja z igrišča. Repnik. Aplinc. Žogo svojemu vratarju mirno vrača Žiga Kus. Vergles z visoko podajo proti Žigi Kusu. Ta je vse skupaj mirno sprejel. Podal proti Maticu Kusu. Še vedno Matic Kus. Pasterk. Prekršek Gabrovca, ki bo za ta štart oziroma za to vlečenje za dres prijel rumen karton. Še enkrat si lahko vse skupaj ogledamo po časnem posnetku, kako je Gabrovec z vsemi močmi zaustavil Pasterka in si zato prislužil rumen karton. Lopatni takoj spodajo proti Pavličiču, še vedno Pavličič. Žiga Kus proti Aplincu. Aplinc znova proti Žigi Kusu. V tej drugi polovici drugega polčasa na nek način prevladujejo goste, ki so po svojem doseženem zadetku na 2-2 povsem prevzeli pobudo na igrišču. Matic Kus se znova vrača proti Aplincu, ta na kratko proti Žigi Kusu. Žiga Kus je s podajo iskal Repnika. Medtem pa prekršek domačih nogometašev. Prosti strel bo sedaj za goste. V igrišču znova v taboru domačih iz igre odhaja številko 8 Gabrovec. V igro pa prihaja številko 3 Blaž Šepul. Minuta, menjava pri domačih, v igri številka 8 Rok Gabrovec, v igri številka 3 Blaž Šepul. Dovolj hiter vezovnik. Žiga Kus mirno proti Repniku, nanje pritisnil vezovnik. Pasterk še vedno v posesti Pasterk. V skoku najvišji vratar Lopatni, takoj proti Piku. Krenil je Hovnik, prekršek sedaj nad Hovnikom. Pri gostih je v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Adnan Salihović 3, po 2 sta prejela Maj Naglič ter Matic Kus, po enega pa so na svoj račun upisali Aljaž Žižmont, Robert Moser, Alen Hedl ter Andraž Biol. Skupno so pri Radljah v tej sezoni zaenkrat seveda prejeli 11 rumenih in en rdeč karton, le tega je prejel Biol. Plaznik. Pametno je Žiga Kus žogo pustil svojemu vratarju. Salihović. Še vedno Salihović, Celner na mestu.
Out bo za Radlje sedaj izvedel Salihovič. V skoku najbližji Hovnik. Znova Salihovič proti Korošaku. Na koncu prekršek oziroma met iz avta za domače. Hovnik na kratko proti Alitiju, ta žogo izbija proti Pavličiču. Le-ta je že zapustila igrišče in out bo pripadel gostom. Plaznik, še vedno Plaznik proti Leničiju. Leniči spodaja na levo stran, kjer je Vezovnik. Vezovnik spodaja prostor proti Šepulju. Pravočasno izvrat Vergles, znova brez prave nevarnosti za vrata gostov. Žiga Kus. Žiga Kus na desno stran proti Repniku. Dobro, Žiga Kus proti Maticu Kusu. Napako je sedaj storil Repnik. Iz avta sedaj za domače Leniči. Šepul, prekršek nad Šepuljem je sedaj storil Hedl. Leniči z diagonalno podajo proti Piku. Piko s povratno podajo izkavljajo Celnerja. V obrambo se je pravočasno vrnil Izak. Vezovnik proti oddaljenejši vratnici, kjer je, oziroma to je bila podaja Hovnika proti Vezovniku, previsoka za slednjega in out vnovič za Radlje. Izvajalec Repnik. Repnik je našel Hedla, ta je izgubil žogo. Celner, še vedno Celner. Matickus. Korošak s povratno podajo proti Maticu Kusu. Vezovnik in Pavličič se nista razumela sedaj v tej situaciji. Žoga je že pri gostih. Aplinc na levo stran, kjer je Salihovič oziroma kjer se je odkrival Izak. Žiga Kus spodaja vezno vrsto, kjer je Bijol, še vedno v posesti Bijol v samostojni akciji. Dobro, sedaj s posredovanjem Plaznik. Iz avta bo sedaj za goste žogo v igro poslal Repnik. Repnik lepo proti Bijolu, atraktivno na oddaljenejšo vratnico, kjer je bil v dobrem položaju za strel Izak. Še vedno pri žogi Radeljčani, ki so povsem prevzeli pobudo nad tem drugim polčasom. Napaka sedaj Aplinca, še vedno Pavličič. Pavličič strelja v bloku skupnimi močmi Pasterk in pa Aplinc. Še enkrat si oglejmo to situacijo. Ta strel Pavličiča z roba kazenskega prostora. Aplinc
Spodajo na desno stran, kjer je Žiga Kus. Žiga Kus z dobro podajo kazenski prostor proti Korošaku. Pravočasno izvrat Lopatni, ta takoj na levo stran, kjer je Leniči. Hedl z dobrim posredovanjem. Out na koncu za Peco. Leniči proti Vezovniku. Plaznik izbija. V skoku najvišja Plinc. Obretan na desno stran, kjer je Hovnik, še vedno Hovnik. Hovnik spodal prostor, iskal je Pavličiča. Obretan, še vedno Obretan. Vrača žogo nazaj proti Alitiju. Aliti do Plaznika, nanj je pritisnil Korošak. Mirno je vse skupaj razrešil Plaznik. Veliko prostora ima sedaj Šepul. Vezovnik. Še vedno Vezovnik. Šepul izjemno se z borbenostjo do žoge. Repnik, ki je priboril faul svoji ekipi. Dobro, sedaj Repnik. Še enkrat si lahko ogledamo to situacijo, kar dvakrat je bil dvoboj Repnik uspešnejši od domačih nogometašev, na koncu pa še izsilil prekršek. Prosti strel bo sedaj za goste izvedel Žiga Kus. Žiga Kus spodajal kazenski prostor, na koncu zgolj gol-out za domače. Teče 82. oziroma pravkar se je pričela 83. minuta obračuna. Zaenkrat še vedno 2-2. Vezovnik je uspel zadržati žogo v igrišču. Lepo Šepul proti Celnerju, ta vrača Šepulju. Leniči. Znova Celner. Celner na levo stran proti Vezovniku. Veliko prostora ima sedaj Vezovnik, še vedno Vezovnik. Spodrsnilo je ob najbolj pomembnem trenutku Vezovniku, morda mu je zmanjkalo tudi nekaj moči. Bijol spodaja proti Korošaku. Prekršek je storil sedaj Plaznik. Kar nekaj čvrstih dvobojev sedaj v zadnjih 2-3 minutah. Zamenjava v taboru gostov iz igre odhaja številko 21 Izak, v igro pa prihaja številko 9 Urban Kumer. Žiga Kus bo znova izvedel prosti strel iz dokaj podobnega položaja kot pred nekaj trenutki. Tokrat spodaja na rob kazenskega prostora. Znova je žoga pri Žigi Kusu. Kus, dober predložek Kusa, 2-3, strelec pa številko 19, Bijol, prednost gostov v 84 minuti, so gostje prišli do popolnega preobrata in do prednosti z 2-3, strelec pa številko 19, Bijol. Še enkrat si oglejmo to situacijo pred domačimi vrati, dober, res izjemen predložek Žige Kusa. Nekoliko nesrečno je tukaj za domače seveda žoga zadela Bijola in končala v mreži domačega vratarja Lopatnega. Radeljčani so kar naenkrat prišli do te prednosti, mislim, da glede na prikazano v tem drugem polčasu povsem zaslužene. Po tistem zadetku Gabrovca v 51 minuti, ko so domači povedli, so Radeljčani prevzeli pobudo nad srečanjem.
Pri 2:1 je treba izpostaviti tudi, da so v 58 minuti nogometaši Pece, natančneje Obretan, zastreljali najstrožjo kazen, kar so izkoristili Radeljčani sedaj z 2 zadetkoma in 5 minut pred koncem vodijo z 2:3. Šepul, še vedno Šepul, podaja proti Leničiju, znova Šepul. Šepul priboril je kot Peci, 5. na tem obračunu, znova pa izvajalec številko 11 Leniči. Leniči proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Celner, izbija Žiga Kus. Znova čvrst dvoboj med Obretanom in pa Kumerjem. Pametno se je sedaj Kumer postavil pred Obretana, ta je že izvedel prosti strel. Na levi strani je v protinapad krenil Salihovič, uspešnejši Aliti, še vedno Aliti. Aliti v vezno vrsto proti Piku, ta na levo stran, kjer je Šepul. Šepul znova proti Leničiju, izjemno še enkrat Repnik. Repnik s podajo prostor proti Biolu. Biol je 1:1 z Lopatnim. Biol pravočasno izvrat Lopatni in ostaja 2:3. Močan udarec je sedaj v tej situaciji prejel domači vratar. Obležal je tudi napadalec Radelj. Rumen karton je za ta prekršek nad domačim vratarjem sedaj prejel Biol. Še enkrat si lahko vse skupaj ogledamo po počasnem posnetku. Lepa priložnost je bila to za Biola, da bi dosegel drugi zadetek na srečanju in povišal prednost Radelj na 2 zadetka, kar bi zagotovo pred zadnjimi 5 minutami, če dodamo še sodniški dodatek, bilo zagotovo dovolj za vse 3 točke. Sedaj pa še nogometaši Pece ostajajo v dvoboju. Šepul proti Leničiju. Leniči. Nov nesporazum v napadu pri domačih. Repnik spodajo prostor proti Korošaku. Aliti proti Šepulju. Biol uspešnejši, prekršek na koncu Biola. Ob igrišču pa se pripravlja zamenjava pri gostih iz igre številko 19 Biol. V igro pa prihaja številko 17 Rok Ruphof. Hovnik vrača proti Leničiju, še vedno Leniči. Na levi strani ima veliko prostora Šepul, dobro ga je zaposlil Leniči. Leniči je iskal Celnerja, do žoge Korošak, mirno proti Salihoviču, ta je videl tekajočega Hedla, vmešal se Aliti, še vedno Aliti. Aliti vrača Celnerju, Celner proti Obretanu. Obretan, pameten prekršek sedaj Korošaka, za katerega bo prijel oziroma je prijel rumen karton. Prosti strel bo sedaj izvedel Hovnik. Hovnik spodaja v kazenski prostor, pravočasno izvrat Vergles, ki je vse skupaj mirno razrešil. Vergles takoj žogo pošilja v napad proti Kumerju. Ta se je dobro obrnil, iskal Matica Kusa, prehitra je bila ta podaja za slednjega oziroma slaba podaja, lahko rečemo, Kumerja. Leniči znova takoj spodajal napad proti
Plazniku. Dovolj hiter Vergles. Celner vrača Šepulju. Šepul s povratno podajo proti Plazniku. Celner s podajo proti oddaljenejši vratnici, kjer je Pavličič. Težak položaj je bil to za Pavličiča. Gol out na koncu za Verglesa. Še enkrat več lahko vidimo to situacijo. Celner proti Pavličiču. Ta pa ni najbolje zaključil, oziroma bil je v zelo težkem položaju za dober zaključek. Sedaj Žiga Kus, kapetan gostov, krade nekaj časa domačim, pametno vse skupaj to počne kapetan Radelj. Tako je Žiga Kus z visoko podajo proti Hedlu, v skoku najvišji Leniči, Hedl do žoge. Še vedno Hedl, pametno je sedaj Hedl izsilil out za svojo ekipo, mirno pa na izvedbo sedaj odhaja Repnik. Celner, Pavličič dobro proti Piku, prostor proti Obretanu. Obretan še vedno v akciji, Obretan, Žiga Kus pa na koncu uspešnejši kot sedaj, šesti na obračunu v 92. minuti za domače, zagotovo ena izmed zadnjih priložnosti za izenačenje. Izvajalec številko 23, Havnik. Havnik s podajo v kazenski prostor. Prekršek na koncu Plaznika nad Salihovičem. V počasnem posnetku lahko vidimo še enkrat to situacijo pred vrati Radelj. Na koncu natančneje prekršek Celnerja nad Salihovičem. Gosti medtem že nadaljujejo z obračunom. Hitro so izgubili žogo, out bo pripadel domačim, izvedel ga bo številko 23 Havnik. Na preostalih dveh obračunih zagotovo manjše presenečenje v Jurovskem Dolu, kjer je rezultat 3-3. Kot vse kaže, bo Jurovski Dol si privoščil manjši spodrsljaj v tem krogu. Miklavž pa gladko vodi s 3-0 proti Staršam in bo tako, kot vse kaže, prevzel drugo mesto na prvenstveni lestvici. Repnik znova odhaja na izvedbo avta. Teče pa že 93. minuta. Oziroma avt bo na koncu izvedel Ruphof. Jasno, Radeljčanom se nikamor ne mudi. Ruphof pametno proti Korošaku. Avt pa je pripadel, oziroma pripada Peci. Iz avta bo metal Leniči. Gol out za vratarja Lopatnega. 94. minuta že teče. Lopatni na kratko proti Alitiju, ta znova do Leničija. Leniči takoj spodajal napad proti Celnerju. Pravočasno izvrat pa vratar Vergles. Vergles spodajal napad proti Hedlu. Hedl z neuspešnim ustavljanjem, to nima nobenega pomena oziroma nobenega vpliva na današnji obračun. Glavni sodnik je odpiskal konec in Radeljčani se veselijo zmage na tem koroškem derbiju z 2-3. Prvi zadetek na obračunu je dosegel Leniči zares sijajnim strelom z velike razdalje. Sedaj bomo lahko vse te gole videli še enkrat. Zares sijajen gol je uspel Leničiju. Na to v 44. minuti izenačenje z 11 metrovke strelec Pabiol. Za domače je nov gol v 51. minuti po podaji Obretana s kota dosegel Gabrovec.
Visoko je skočil, oziroma povsem sam je ostal Gabrovec, na to pa še zadetek za izenačenje. V 67 minuti ga je dosegel Korošak. Lepo je zaključil z roba kazenskega prostora, bi lahko rekli, v prazno mrežo za izenačenje, na to pa odločilen trenutek tekme v 84 minuti in zmagovit zadetek Biola. Nekaj sreče so v tej situaciji imeli gostje, a jasno, sreči se ne gleda v zobe. Treba še izpostaviti, da so domači pri vodstvu z 2-1 v 58 minuti zastreljali 11 metrov, oziroma v branju je Vergles. Z moje strani je bilo to, kar se tiče današnjega obračuna, vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.